Kje bi začeli? In par ponudb je, ali se lotimo to, kar je bilo tako izpostavljeno, pa povezano z imenom simpozija, Gradnik miru, a bi tukaj kdo se bi tega dotaknil, a gremo kar takoj na take oštre stvarne teme. Mogoče lahko tako mehko začnemo. Ja. Mogoče lahko sam, ali pa jaz komentiram vse to za začetek, ne, ker za mene, ali pa za nas snovalce tega razmišljanja o tej kulturi miru, ki je prišel strani UNESCO in kakokoli nam je blizu, ampak razumevanje miru je res vključuje to dinamiko. In jaz sem kar preskočil ta del, da normalno umetnost je, vse, kar tu delamo, je zato, kako bi šli lahko korak naprej in korak naprej ponovadi skozi spremembo, ki je tečna, če zmaramo in si želimo, ali si jo želimo za druge. In to gotovo vključuje in recimo, da je potem tisto, kaj pa sledi iza tega korak naprej. Zdaj pa res, kako daleč gremo za pogledom naprej, ali gremo do večnosti ali do popolnosti, je pa druga stvar. Ampak kaj so še druge misli vas na to? Ali pa smo to obdelali? Kot kaže, smo jo obdelali. Mogoče se bomo vrnili tokom razprave na to. Zdaj, ali gremo v tem izpovednem slovu naprej, ali gremo na kako praktično vprašanje. Začeli smo že govoriti, ne, pa kar sem jaz tudi na začetku omenil. Zdaj, kako izraziti, da bi to bilo, ampak moj laičen res pomislek in umetnost in izražanje in ta umetnost povezana z preživetjem, denarjem, financami in kakorkoli. Potem se seveda s tem se začnemo pogovarjati, zakaj ministrstvo, zakaj ne, ali nas omogočajo zaradi prostora ali za nadzor, ali samo zaradi tega, ker ne dajo dovolj denarja. Kaj bi se spremenilo? Tako, kaj bi se spremenilo, če bi recimo, a bi bil to ključna in dovoljšna sprememba, da bi se pojavili v svetu spet tisti, ki bi bili meceni umetnosti umetnikov in bi podpirali tisto, kar, ali bi to bilo dovolj, moj pomislek. Evo ga, odlično. Čisto tako, mislim, ker kolega Vladimir, sedi tukaj na desni, v meni, da vendar izpostavljam, kar pač je bilo izpošljeno preko tudi načrtno, pa poskušal biti malce aktualističen. Če boste brali današnji delo, boste videli tudi en zapis noter, kolegica Jere Krečič, ki govori o nizkotni ravni komunikacije med aktualno vršilko dolžnosti direktorice Ksevta, in ni več tisto, kar je včasih bil, z enim od soustanoviteljev Ksevta, in to je, kot veste, pred 2 letoma še vladajoči umetniki in tudi producent, kolega Miha Tošič. Zakaj to govorim? Ker je seveda tudi sedeči kolega na desni, tudi enim soustanoviteljev Ksevta. Skratka, pred, ne vem, zdaj že 14 in več dnevi, je novo nastavljena uradnica, ki je pač imenovala Vlada Republike Slovenije, po tistem, ko je bil spremenjen ustanovitveni akt, kot veste, ustanovitveni akt so tisti, ki določajo javno poslanstvo, organizacijo, dela in bla. Naprej, tudi, seveda, morajo določene prenamembe, določene zgodbe, tako. Nastavlja pač svojega človeka, piše se kot Duzov, se razmeni zelo simpatično priimka, tako malce slovansko, malce zanimivo. Ampak proizveda je pa, nekaj, kar pa v komunikaciji, nekaj na to, da naj bi bila, da to se sklicuje Vlada, toliko preberti v komentarju, da bi bila, osebna ali personificirana. Ampak ko taka komunikacija preide v določen medijski prostor in postane javno, to kar naenkrat ni več.
osebna korespondenca, skratka, vadili so se. In ko boste prebrali tisto, kar je zapisano v povezavi z zaničevanjem, ne samo truda in dela, ampak tudi dokazanih dosežkov, kolega Turšiča in tudi ekipe, ki je postavila nekaj, kar se zdi dejansko nemogočega in kar se je seveda izpostavljalo ne samo na lokalni ravni, ampak tudi globalno, vidite, da odločevalci, ki so običajno, kot vidimo, vsak dan neodločni, da ne rečem dezorientirani, delajo vse skozi, to ni zdaj problem samo zdajšnjih vladajočih, da ne bo pomote, usodne napake. Z enimi zadevami, ki so dejansko zrasle od spodaj na vzgor, ki dejansko imajo velikanske potencijale, tukaj ne govorimo samo o arhitekturi, govorimo o enem konceptu, ki je povezan seveda skozi mislom, s kulturalizacijo, vesolj in ne vem kaj še vse. Enostavno zaradi tega, ker ne razumejo, zanalašč uničujejo vse koncepte, ne samo ljudi. Ampak z veseljem tudi ljudi. In to, kar je še dodatno, in to pa zaboli, sploh seveda neposredno so udeleženi, pa tudi tiste, ki take zgodbe seveda spremljamo in z veseljem podpiramo. Skratka, v tej mali državi, z malim številnim prebivalstvom, z izjemnim potencialom, zdaj bi rekli popularno, v Bruslu, kulturnih in kreativnih industrij, ki mimogrede proizvede na letni ravni 1,6 milijarde evrov prometa, govorimo o tej, v Sloveniji na letni ravni 1,6 milijarde z ušivimi 153 milijoni vložka države v kompletno te industrije, kjer je popolnoma jasno izmerljivo, ne samo to dejstvo, ampak je popolnoma jasno in izmerljivo tudi dejstvo, da vsak javni evro, ki je vložen, predvsem v ustvarjalne oblike kulture, kar pomeni v umetnost, v povezavi s kulturnim turizmom, etc., prinese dodatnih 5 evrov dodane vrednosti. V takih razmerah imamo na čelu pristojnega ministrstva človeka, ki sem ga zdaj v enem tednu 2-krat srečal in nisem vedel, kaj naj s tem človekom počnem. Njegovo stališče je, in če bi brali že prvi draft strategije na novo spisane nacionalnega programa, kulturnega in tako naprej, bi lahko izlušali 2 teze. Prva je, da imamo preveč kulture. Absolutno. Vztraja na tem, ko mula. Da imamo preveč kulture. In druga je, vsako leto bomo povišali proračun za kulturo za 0,02%. Kar pomeni, da ne bomo prišli nikoli več, kar se tiče državne podpore, ne govorim samo o proračunskih sredstvih, govorim o posredno proračunskih, pa o lokalnih sredstvih, samo državne kulture, bomo prišli recimo do konca, takrat, ko prej, ko nas ne več ne bo, oziroma bomo že v vesolju, kot bi rekel kolega na desni, bomo prišli do konca tega stoletja, bomo prišli na stanje leta 2009. Stanje leta 2009. Toliko o tistem, kar ste rekli, super bi bilo imeti razsvetljene kapitaliste, pa vse to, kar smo imeli včasih, pa Zoisa smo imeli, pa razne receptvene dostojanstvenike, ki so odkupovali velike formate, olj za svoje lastne potrebe in portrete in tako naprej, pa velike umetnice, ki so šivale njihove halje, istih dostojanstvenikov, tako poznamo dokumentacijo, in tako naprej, mislim.
To je deplasirano. Zanimivo pa je, seveda, da na to tezo medicinstva ministrova ekipa izpostavlja ukrep, ki ne bi spodbudil to medicinstvo. Ko preverite ta ukrep, ugotovite, da nima nobenih orodij, kako bi to spodbudil. On ne ve, da je možno te stvari narediti na ta način. Zdaj tukaj pa postavim jaz zelo jasen, ker pač samo tako izkušnjo. Sem to rekel, za Božjo. Zakaj ne bi Slovenija, kar je dopustno tudi po direktivah Evropske unije, ki ureja to področje, že znižani davek za vse umetniške storitve, za nosilce knjižne in elektronske, za zvočne nosilce in tako naprej. Recimo na 2%. V zadnji priliki sem, in pa ne bilo nobenega problema, to je stvar davčne nacionalne. Ne bilo treba govoriti o uničenih stopnjah, pa tukaj naprej, ker to lari pari, a ne, to bomo domače rekel. To je tako, pasja polnica. Do tega ne pride, zaradi tega, ker to blokira res Ministrstvo za finance, trdovratno oni vztrajajo na integralnem proračunu. Jaz to vem, sem tudi jaz kot uradnik opravka Madonna, sem se fajto tam z ministri za finance. Ja, bom povedal bolj eno anekdoto, ja. Ja, to ne treba pač razložiti. Treba jim ekonomiko, kulture razložiti in biti iz pozitive. Če tega ne razumejo, pa ničesar ne razumejo, ne? To hočem povedati. Ja. Moj predlog je tak, skratka, dva sta taka, da ti spodbudiš pa trg se reče. In okrepiš celo integralni proračun. Ker to pomeni seveda posredno in neposredno še toliko več denarja v proračunu. Druga taka stvar pa je seveda so pa olajšave na davek na dobiček pravnih oseb. To je pa druga taka stvar. Zdaj je 0,4% na letni ravni prometa na pravne osebe, kar je seveda žalostno. Da boste verjeli, ko je Janševa vlada, ki je bila res instrumentalizirana v tem smislu, da je treba stisniti vse te parazite, ker takrat je tako podobni kratov, tako kot je, da imam to rezumu, doktor Mekarič. Skratka, nas vse parazite je treba stisniti, nekaj več drugega nismo, kot da se samo javni denar. So ekonomisti ta iste Janševe vlade ugotovili, da sem takrat, mislim, se srečal, da sem jim predlagal, da bi zaželo takrat bi 0,3% olajšava, zdaj 0,4%, da bi so Božje volje, mislim, če se hočemo resno pogovarjati, je treba to narediti ne samo na simbolični način. Dajmo ta davek podesetiriti, a ne to olajšavo, na 3%. Pa boste videli, da bodo seveda glasniki, kapitalisti razumeli tako olajšavo. To hočem povedati. Skratka, inštrumentarji tudi zato, kar ste, kar je bilo izrečeno, okoljne kulturni, pa nacenjestvo, seveda obstaja. In še en tehnični, to verjetno niste nikoli toliko študirali, tukaj sem control freak za zakonodajo, in to seveda vestno se skozi spremljam in dolžan sem seveda tudi spremljam to kot pač zakoniti zastopnik javne inštitucije. Recimo, vi veste, da se da določen odstotek od dohodnine fizičnih oseb seveda donirati oziroma dati neposredno nevladnim organizacijam in tako naprej. Z različnih področjih, humanitarnih, kulturnih, bla. Ampak mora biti ne veste, pa preko nekaj tudi veste, da seveda so do to istih olajšav ali dodatnih prilivov na letni ravni iz tega naslova dohodninskega upravičene verske skupnosti, to verjetno veste. Ampak najbolj žalostno je pa veste kaj. Da recimo javne inštitucije niso upravičene do tega. Pač pa so upravičene do takih
ekstra prihodkov politične stranke. A res? A ja, točno. A ne? Namreč, sem očitno bil malo neveden nekaj let in pol so ljudje prišli, pa so rekli, pa mi bi radi pa vam dali, ne? Pač ta ekstra, ne, dohodnino pa to, ne? Ker pač ko to prikažejo kot rešava. In pol sem še to študirati, da smo gotovo, da sploh nismo upravičili do tega, ne? Ne? Toliko, o drobnih stvarih, ki lahko pospremenijo ogromno. Hvala. Ne, to z meceni je ena del neoliberalne ideologije, ki misli, da je treba državo ukiniti tudi na tem področju in da bo to potem zamenjalo mecenstvo. To je mit strahotno zgrešen, ker je seveda mecen zdaj nujno država, je zamenjala vse cojse in pa ni mecen, bi pravzaprav morala biti investitorka, zaradi tega, ker je ta številka je seveda resnična, potrjena v mnogih državah. Estonija je napredna, kar se tega tiče in Estonci, ko so delali svojo nov kulturni model ali pa kulturno reformo, so naredili raziskavo ravno o tem. So ugotovili, da vsak vložen evro da v povprečju 4, v najslabšem primeru povrne tistega vloženega, v najboljšem primeru 17, v povprečju pa 4. Naš minister je dal delati raziskavo, ki ne bi dokazala, da dajemo preveč. Vsi, ki so delali smiselne kulturne reforme, in to on ni unikat, on je samo nek vrh nečesa, kar je tradicija. V vsej tej nesrečni zgodovini samostojne Slovenije, ki vodi načelno zgrešeno politiko etatizacije kulturne politike v slabem smislu, ne v tem smislu, da bi država prevzela odgovornost in ustvarjala pogoje, da bi se ta del tudi ekonomije izkoristil, predvsem pa seveda, da bi ustvarjalnost, ki jo umetnost pomeni, se razlezla na vse pore družbenega življenja in bi iz Slovenije res lahko naredila Švico. Ampak se je ves čas samostojne Slovenije po moji presoji gradil sistem državne kontrole. To, kar je ena tvoja sodelavka, Simon, povedala, da, ko sem rekel v neki razpravi, da pri nas nihče ne pozna koncepta razdalje od politike, ki se v angleščini imenuje arm's length principle, da je treba pač kulturno politiko narediti avtonomno, tako da ne more strankarska politika posegati v njo, zaradi tega je treba jo decentralizirati. Ona je rekla, ne, to je zgrešeno, zdaj ukinjamo državo, države morajo biti vitke, po novem to je neoliberalen koncept, to se pravi, in je izrekla to, da je zdaj nova pesem ideološka z roko v roki. Umetnost mora delati z roko v roki s politiko. In to je, mislim, da splošen koncept, ne glede na to, kakšne barve je bila vlada, ne vem, če se boš ti strinjal, ampak jaz imam neko to splošno oceno, da je to generalna smer razvoja kulturne politike, ki je popolnoma pa absolutno zgrešena. In primer, ki si ga omenil z Ksevtom, sem doživel na lastni koži. Gospod Vladimir verjetno ne ve, da sem bil en teden kolapsiran v bolnici zaradi Ksevta z vročino 39 stopinj, za katero niso mogli ugotoviti razloga. Tisti teden po gladovni stavki, kjer sem ministrici povedal, da je naredila vse, kar je možno narobe, to sem jim povedal, potem sem šel domov in sem zlezel v posteljo in sem prosil nekoga, da me spravi, da me hospitalizira.
zaradi tega, ker mi je vročina narasla na 39-40 stopinj. Ta primer je zelo poučen, ti si omenil gospo, ki ima podoben priimek, kot ima en velik umetnik pri nas, Živadinov, Kutuzov se ona piše. Ne vem, če veste za ta primer. Je bilo sicer v medijih, ampak verjetno ni splošno znano. Dvoje pisem je bilo objavljenih. Eno pismo, ki ga je pisal, kako se piše? Miha Turšič, ki ga je pisal njej, in potem njen odgovor. In če sem prej govoril o filistrih, je ta primer čistega filistrstva, to se pravi popolnega nepoznavanja nekega področja, s tem, da se dela, kot da vse ve in uniči človeka, užali v človeka in osebno in kot umetnika. To dvoje pisem morate prebrati, da bi razumeli, zakaj gre, ker je nekako v srži cel naš problem jasen tam. Problem je, da zdaj ona je ekonomistka, pa je iz Ministrstva za gospodarstvo, meni se zdi, da so jo vzeli in je to v nekem smislu razumljivo, zaradi tega, ker ne razume. Težje razumljivo je, kaj počenja zdajšnji minister, ki je pa iz našega področja, ki je celo neke filme posnel, ki je delal v gledališču, ki je bil študent AGRFT. In jaz njegovega fenomena ne razumem zaradi tega, ker sem se z njim pogovarjal 3 leta o teh stvareh in na začetku sem mislil, ko smo imela vedno isti pogovor na isto temo, on je trdil, da je vsega preveč in jaz sem mu za vsako stvar posebej dokazal, da ni. In sem mislil, da je konc tega pogovora pomenil, da je sprejel moje argumente pa moje podatke, da vam čisto konkretiziram. Sem rekel, 4 milijone za slovenski film, to je slabo naložen denar, zato ker ne moreš dobiti nazaj tu, kot bi lahko, ker je to denarja ravno dovolj za preživetje, ne pa za aktivno filmsko politiko, ki bi pobrala vse dobrobiti od take naložbe. Pa je rekel, pa kaj si ti predstavljaš, da bi Nemci rekli, če bi 40krat 4 milijone dali za film, sem šel pogledati, Nemce seveda dajo 4krat, 5krat več, kot je teh 40 milijonov in sem mu dal za dobro mero še Islandijo, sem rekel, poglej Islandijo, 320 tisoč prebivalcev daje za film 5 milijonov, mi pa 4, je rekel, ja, niso vštel televizije, sem šel pogledati, dajo še 1 milijon za kvalitetno televizijo posebej in boste videli, kakšna trma je to, ker on ni tega stališča spremenil do danes, se mi zdi, ni se dal argumentom. Protiargument je bil, ampak nimajo vojske. Sem rekel, res nimajo vojske, ampak jebela imajo obalno stražo, rabijo za bran tiste svoje ribe in ta obalna straža ima podmornice, ladje, helikoptere, to izstane veliko več kot ta naša bedna vojska. In da boste razumeli, kako je to, kakšna trma je izrekel potem, da ampak ne porabijo tu denarja za ceste. Pa sem rekel, kako za Boga si to zračunal, če je 320 tisoč 6krat manj kot Slovencev, država ima pa 10krat večjo površino, kako je sploh teoretično možno, da bi manj denarja porabili. In ne konča tle, on se vprašuje, kako bomo potem vojsko plačali, kako se bomo podržali 3% zlatega pravila. To je neverjetna trmasto vztrajanje pri zagovarjanju nekega gospodarja, ki ga pravzaprav ni. Jaz pravim, vojska, kako bo za vojsko šlo denarja, kako bojo dobili, to ni tvoj resor, to je resor ministrice za obrambo, pa mogoče predsednika vlade in ne vem kaj. In to je tudi, a bo proračun uravnotežen, tudi ni tvoja naloga, tvoja skrb je skrbeti za kulturo. In po takem pogovoru, kjer mu dajem te cifre preverljive za Islandijo, za Nemčijo, jaz mislim, vsakič sem mislil, pri stotinah in stotinah teh pogovorov na isto temo, da zdaj sva s tem opravila, da je on sprijel to in da bomo šli naprej. Ne, on se vrača vedno na isto. In to je nek fenomen, ki je zanimiv, ne osebno, zaradi tega, ker je to en sindrom v Sloveniji. Še en primer bom dal na hitro, pa bom pa utihnil.
Ministrstvo za finance je na začetku mandata Julijane Bizjak-Mlakar hotelo vzeti 10 milijonov od teh, kjer so že vzeli 30% od leta 2009 in so vztrajali na 10% in mi smo sedeli z njimi in smo rekli, ne damo. In je bil pad položaj, pač je bila tišina, minister je bil prisoten, zdajšnja ministrica Vraničarjeva tudi in smo sedeli v tišini, pa se je pa Vraničarjeva oglasila, pa je rekla, mogoče imam en kompromisen predlog. Pa smo rekli, ja, kaj bi to bilo? Je rekla, kaj pa če bi nepovratna sredstva spremenili v povratna? Pa sem rekel, vi mislite, da bi to, kar je zdaj podpora knjigi in filmu, da bi to bil neke vrste kredit? Je rekla, ja. Se rekel, pa razumete, kakšne bi bile konsekvence tega, da mi filma in televizije ne bi več imeli? In je rekla, izstrelila, ko izstopa, hvala Bogu, se tega filma nihče več ne gleda. In to bi lahko bilo res, pa ni, je obratno res, kar se filma tiče, da ima odlično gledanost primerjalno z Evropo, da je poprečna gledanost slovenskega filma v zadnjih 10-20 letih poprečna gledanost tujega filma. In tle slovenski film nastopa brez določenih prednosti, ki jih imajo tuji filmi, kar se promocije tiče in tako naprej. Samo da Kutuzov ni tle poseben primer, to je set of mind, bi rekel, celotne elite, politične seveda, pa tudi drugačne v Evropi. In jaz, ko sem bil na ministrstvu ta kratek čas, sem se sam spraševal, kako to spremeniti, sem rekel, moramo narediti raziskavo, da vidimo, kako odločevalci, tisti ljudje, ki krojijo usodo v kulturi, kako razmišljajo, zato da bomo lahko potem postavili strategije, kako to mišljenje spremeniti. Je pač neka mehanična razmišljanje je bilo, da jim je treba spremeniti stvari v glavi, zato da bodo sprejeli, zato da bodo lahko delali sebi v korist, ker to ni korist samo za kulturo in umetnost, ampak je korist za celotno državo, za razvoj celotne države, kot rečeno, je investicija v kulturo in umetnost zelo dobra investicija. Kar je vse splošno znano, nad 100 raziskav so naredili v različnih državah Evrope, kar se tega tiče. In kaj je misel, kako to spremeniti, ker to je res en proces. Jaz lahko rečem osebno iz Celja, ki smo, na kratko, pa je zelo veliko kritike, premalo kulture, premalo tega, ampak naša knjižnica zdaj tukaj 8 let v centru in je kar proces, ker ni samo proces torej filistrov, ampak je proces vseh tistih okrog, cele populacije Celja, vseh, ki smo, vključno tudi enih in drugih. In res, in lahko rečem, v zadnjih 5 letih je kar se dvignalo, je opazno razlika na vseh področjih, tudi na kulturnem področju, tudi oživljanje mestnega jedra, kar so zdaj tudi gospa Lenka z temi svoji elementi, ampak če se zdaj vrne, kako pa res to zoreti naprej, ali je samo odstaviti, zamenjati, ali... Ne, ker so vsi isti, ker tu ne gre za politično barvo. Jaz vem, mogoče z eno mini anekdoto tudi, tako, pač mi se tudi dnevno srečujemo, jaz sem enkrat začunala, da 60% časa pri teh projektih, ki tako luštno izgledajo, namenjamo temu, da bi se pogovorili ali pa dogovorili ali pa na občini, pač z ljudmi. In ena anekdota je bila, da v Savskem naselju, ko ste videli pobarvano igrišče, ena gospa je izgubila sina, on je zapustil neko firmo in rekla, vse, kar je on zapustil za sabo, bom namenila za obnovo tega igrišča, ker on se je tukaj naučil košarko, bi ustanovil nek klub košarkaški, bil učitelj in je rekla, jaz hočem to vrniti v ta prostor, kjer je on to zrasel. No, in potem smo pač delali, kar je bilo najlažje, delavnice. Mislim, to je bilo pač možnost, da je prišel nek denar, s katerim smo se lahko v bistvu z njo čisto normalno pogovorili, a lahko ta denar ne namenimo zdaj za klopce, ampak za delavnice z otroci, za delavnice s prebivalci, dajmo najprej ugotoviti, kaj rabimo. Potem smo pa seveda naredili nek načrt in brez tega, da greš to skomunicirati na občino, se ne da. In ta načrt smo neseli, ona je šla z mano je šel Rok Trkaj, ki je pač bil njegov prijatelj. Tam je sedel 30 občinarjev in pač povedali smo, zakaj smo prišli, gospa bi podarila denar, imamo tudi ideje, ki smo jih že zbrali
na lokalni ravni. In v bistvu prvi stavek, recimo v vsej tej eni uri ni bilo ne hvala, ne lepo pozdravljeni, ne ničesar. Prvi stavek je bil, to je verjetno korupcija, ker zdaj ne vemo, kako bi mi zdaj ta denar v javno površino vložili. In gospa je specialni pedagog, ne? Jaz sem bila takrat tako šokirana, jaz pa čisto tega nisem spala, ker sem videla prav konec človečnosti, imam eno knjigo na polici in samo ta beseda mi je šla po glavi. V bistvu, in potem je ona rekla, no, Rok pa Leka, gremo zdaj na tortice, vajo bom jaz razložila, ker jaz pa to zdaj razumem. Ljudje, ki hodijo, ta sestank, na katerem smo mi to predstavljali, so enkrat na teden se dobivajo. In je rekla, oni posamezno niso slabi človeki, oni skupaj tlele v tej funkciji so pa zelo slabi človeki. In v bistvu... Četrtni skupnosti? Ne, OGDP kolegi. A na OGDP-jo? Ja, se sem bila večkrat priča, ampak nikoli nisem znala tako dobro starati, ona, ki je specialni pedagog. Kaj šel bi tam, sem toliko da vem. Kaj če? Sem možni član ljubljanske družine, kot se tomu reče. A je bil porotnik tam? Takrat, ko pa še ni bilo. Ne, takrat je bila ena druga, je bila ona. Da sem pozabila, kaj šla v Kubel. Ampak, so tudi njega sem imela že na tem, ampak nikoli nisem znala tako dobro izraziti in pa mogoče samo še en citat od enega gospoda, ki je pa developer, že ful dolgo nazaj v Ljubljani, pa je rekel, mestno občino, zdaj sem jaz na enem drugem tle nivoju, ampak se mi zdi ful dobro primerjava, rekel, to mogo na 5 let, vse ven, prebilt, nazaj, pa spet začeti. In se zdela tako dobra primerjava, da v bistvu res na 5 let res se pač bi, ne vem, nekako ti ljudi vprašali, kva sploh delajo, zakaj oni tam en drugmu nagajajo, zakaj nam, mislim, tudi kot otroci, ki jih peleš v Pariz, pa se pa med sabo kregata, kdo ima večjo liziko. Pa tako, lej, v Parizu si poglej naokrog, ne se zdaj za to liziko kleli, a ne? In tako se mi zdi, da isto neki te krogi delujejo, no, in potem tako sploh ne moreš se, fulkrat sprašuješ, a je to človek je tako, a je strokoven, kje je zdaj ta njegova strokovnost, zakaj se na tem nivoju ne pogovarjamo, zakaj se na nivoju lizik, no, tako... Ampak vi ste razvili neke postopke tega komuniciranja, ki so bile impozantni, če sem prav razumel. S prebivalci, ja. S prebivalci. Ampak za podporo, da je pol en... Tu si bil presenečen, da je župan razumel, kaj mu to prinese. Idrijski. Ja. To je fenomenalno. Da je vedel, da je to en prvi korak za nekaj, kar bo potem tako razmišljanje. Jaz mislim, da drznost postati poseben na javnem prostoru in ne razumeti absolutno slabo, absolutno dobro, ne, ker je res vsaka stvar posamezna. To je, mislim, da je naslednja faza. Ne. Mi smo postavili tale stebr miru tukaj v Savinji, ko ste gotovšli njim, ne. In se zgodilo se je, vsem je bilo všeč, ampak naenkrat smo ugotovili, da rabimo 7 dovoljenj. Naenkrat je padlo. In je bilo skozi na ivici, ko se reče. Samo en bi lahko šel malo levo, bi bilo, ampak nekako se je pripeljalo skozi. Ampak na koncu je res človeški faktor. Eno so pravila, ki so, ampak na koncu je človeški faktor, ki lahko vidi kakorkoli je smiselno. In jaz mislim, da to moramo mi kultivirati in pa se lahko, in to je en del izobrazbe, moje mnenje, izobraženo. Pa, isto nekaj sam bi izpostavil, mogoče vse vprašal za vaše mnenje. Meni se zdi malo paradoksalno, mogoče zelo kritično. Zelo od umetnikov slišati en tipični ekonomski diskurs, ne. To se pravi, čisto tako vprašanje, pa ker vidi politiko, ne. Jaz imam občutek, da imajo ljudje na splošno, če gledamo množico ljudi, ki odločajo in voli, razmeroma zelo slab odnos do umetnosti. Morda raste, ampak ni dober. A zdaj to res problem nekih vzgojiteljev naroda, politikov, da bojo oni to spremenili, ali je mogoče treba nagovoriti ljudi. Namreč to je po mojem čisto filozofsko problematično vprašanje. Umetnost po eni strani, sploh modernistična, se definira kot da ne služi nobenemu drugemu cilju, ne? Torej tudi estetika kot cilj na sebe. Kako upravičiti ljudem, ne? Umetnost kot nekaj, kar mora obstajati, če je pa to nekaj avtonomnega, torej kar ne služi ničemu. Ne? In kdo je to dolžen narediti? Politiki, jaz zelo dvomim, da so politiki zmožni sploh tega diskurza. Ne? Ali so umetniki zmožni tega, ali kdo? Jaz mislim, da med umetniki je kar neki, jaz prisegam na to, da bi neke vrste samouprava različnih zvrsti umetnosti,
da je nujna, no, ta horizontalna, kar so organizacija, kar zdaj ni, zdaj je državna diktatura pravzaprav. Ministrstvo za kulturo diktira stvari, fingira javne razprave. Javne razprave sicer lahko potekajo mesece in mesece, ampak niso prave, so pravzaprav tam zato, da oni izpolnijo neko obvezo zakonsko, da je javna razprava, v bistvu pa nezaupanje, pravijo Estonci, je glavni problem pri vseh teh reformah in vse splošno nezaupanje. In Estonci so začeli to od zgoraj. Je politika začela nek proces ustvarjanja zaupanja s tem, da je prišla s predlogi, ki jih je dala v javno razpravo in je pravzaprav spodbudila civilne družbe na tem področju, da so svoje predloge dali in potem je politika samo bila koordinator in je poenotila to, kar je dobila nazaj kot feedback od civilne družbe in potem dala to podpisati. Na podlagi tega ekonomskega izračuna, kar je lahko neke vrste demagogija, prodajanje, vemo, da umetnost služi ničemu drugemu, ampak ko je sila, se pač uporablja ekonomski argument. Jaz vem, ko smo začeli pri filmu. Ne, da bi bili v to prepričani, ampak iz vedenja, da je to edino, s čemer še lahko uspemo. Tako da pa ne gre pri politiki, ne gre za pritoževanje na tem, da oni nečesa ne naredijo, ampak to, kar bi že bilo dovolj, je, da oni dovolijo, da tolerirajo, da ustvarijo pogoje, da se bo stvar tako ali tako sama naredila. Ne bo politika ustvarjala kulturne politike, ampak jo lahko v najboljšem primeru samo skoordinira. In tega pri nas, to smo pri nas odpravili. To je bilo po moje v samoupravljanju je delno ali pa v veliki meri celo delovalo. Jaz mislim, da smo, kar se tega tiče, nazadovali, kar je seveda problematično za reči, zaradi tega, ker je to bogokletno. Jaz bi morda samo še dodal, malo razprostil zadevo. Mislim, ne, si bi še na trg del odgovorni samo politično odločevalec. Nek imaginarni, izvršilni poveljnik na mandatu svojo ministrsko vojsko in tako naprej. Mislim, da smo doživeli neka vrsta tudi poklicno degradacijo, ki se je zgodila na ostalih podsistemih. To mislim, da je zelo pomembno, zelo grobo, to se da vse spremljati, nekateri, ki pač smo zadeve spremljali že od rojstva te nove države, to zelo dobro vemo. Skratka, ostali sistemi, ki morajo in strokovno in sicer pomagati pri tem, da so določene stvari, določeno dejstvo postanejo operativne dejstva in to so neke vrste prevajalci, to bi morali načeloma biti naši zavezniki. Jaz se zdaj ne predstavljam kot umetnik, ampak kot producent umetnosti. Ali pa kot reflektor samega sistema. To so uradniki. Uradniki in uradnice, sem prepričan, glede na to, kako slab sloves imajo kulturne uradnice in kulturni uradniki. Med ostalimi sektorji, mnogo tudi slišim, da se je tam zgodila še ena dodatna neumnost. Skratka, uradnike, ki so bil še v 90-ih, bom zelo jasno povedal, strokovnjaki za svoje področja, so preimenovali v izvajalce oziroma celo eksekutore določenih predpisov brez vsakršne strokovne vednosti, ampak na podlagi potrdila, ki se mu reče, opravil sem izpit iz splošnega upravnega postopka. In tukaj imamo eno velikansko zadrego, ki je res operativna zadeva. Torej, če mene zdaj bilo vpraša, kot nekdanjega uradnika ali nekoga, ki je sum naložen
tudi pri javnem financiranju ali pri razpravah in tako naprej, kaj bi bilo treba najprej narediti, če bi človek postal minister. Ja, težka, ne? Tukaj pa nastopi določena kruta dejstva. Skratka, tam bi bilo treba začeti. Ne? Potem še ena raven, se pravi, to je ena raven. Druga raven je absolutno nedostojno obnašanje države, zdaj pa ne govorim samo o kulturnem sektorju, ampak vseh ostalih ministrih do lokalnih skupnosti. V dobrih časih, bom zdaj poskušal ilustrirati, je ministrstvo za kulturo stalno ekipe. Takrat je bila ministrica Celjanka, kot je ima Andreja Richter, recimo. Mi smo hodili, mislim, Lenin malo kombinacija kulturo vsako slovensko vas in smo ne z vlaki, ampak z avtobusi hodili po celi Sloveniji. Se pogovarjati o raznih problemih. Najprej je normalno, da po večjih mestih, pa seveda tudi po tistih, kjer so postojanke, ki so zelo pomembne in vitalne, če že govorimo o neki nacionalni. Skratka, dialog je stalno potekal. Mi smo recimo z Ljubljano imeli, mi smo bili tisti, ki so bili proaktivni, zdaj tega dialoga sploh ni več. Reševali smo krute probleme, kako nacionalizirati Cankarjev dom. To je trajalo 2 leti in pol. Cankarjev dom, če veste, mora biti ne veste, je imel 13 pravnih naslednikov. Cankarjev dom je bil v 90 letih predviden, no kljub temu, da je bil tudi iz lokalnih samoprispevkov plačan, predviden za privatizacijo. Tega verjetno ne veste. Jaz to odprto dobro vem. In ga je bilo treba zaščititi, nenavadno sicer, da greš ti nekaj nacionalizirati v času novega družbenega reda. Ampak to je bilo treba nujno narediti. Na podoben način se bilo treba pogoditi z Mariborčani, verjemite mi, z Mariborčani se pogoditi o čemerkoli najtežje. Ever. Ker če boš ti prišel v trojičku delegacije, bo v njih 10. To je ta črnogorski refleks. In podobno so reševali se zadeve. Mislim, ni bil samo Cankarjev dom v Ljubljani. Bila je slovenska kinoteka nesrečna, ki je bilo treba, kjer bi zaprte, reinvestirati, rešiti premoženjsko pravno vprašanje in tako naprej. Skratka, hočem reči, kdo je to delal, na čigavo obvestilo je bilo, da rečem zaupnica. Skratka, odločitev je padla in uradniške ekipe so bile dolžne to narediti. Zato je trenutno natanko na tej točki seveda uradništvo kolapsiralo celoti. In deloma seveda to tudi razumem, če imaš ti neumnega odločevalca ali celo neodločnega odločevalca, pa kaj češ, mislim, pa boš pa na bolniško, a ne? Pa se ščitiš, ne, narediš vse tako, da ne boš odgovoril za karkoli. Zdaj pa ključna zadeva, da ne bo pomote. Sama scena si je pa tudi bistveno sokriva. Zakaj ti, bomo rekel, neposredno so udeleženi tudi, zdaj govorimo samo o financiranju, ne govorim samo o tem, govorim tudi o vseh ostalih. Sploh je postal velikanski problem, pa tukaj ne gre več za namišljene boje, včasih se zdi vse skupaj kot klavnica. Pa se je zdelo, da je že 20 let nazaj bila zakopana bojna sekira, recimo med javnim sektorjem, pa nevladnimi organizacijami, pa samo zaposleni so participirali in tako naprej, ampak seveda, da nekdo podpihuje to vojno, seveda realnost in to je realnost in to seveda delajo skupaj, načrtno, tako politika kot uradniki, napram sami sceni. Scena tega ne razume, je naivna, in namesto, da bi postopila solidarnostno, kolektivno, načelno, izbrušeno, ostrovidno, tega ne razume. In če mene vprašate, sem jaz na samo sceno najbolj razočaran. Ne nad nekimi pričakovanjo predvidljivimi podsesti.
Ni na ključe zato, ker so sceni uničili samo organizacijo, ker so uničili društva sistematično in jaz sem bil predsednik enega društva, takrat so se je to zgodilo. Ampak v takem primeru odgovor zelo jasen in to je samo organizacija. Ni potreba imeti patrona na sabo, pa fitlati stvari in tako naprej. Treba se samo organizirati in jasno povedati, kako in kaj. Vsi so bili eksistenčno ogroženi, Polona bo vedela, na začetku smo bili vsi skupaj, potem so vsi skočili z ladje in vsak je reševal svojo rit. Si veš, ne? Mislim, Midva pa edina. Igor, sem še čist banalnost, kako jaz to gledam. Seveda banalno, jasno, če ti vzameš 40% kulturi iz državnega budžeta, moš predvidevati, da nastopi ta trenutek. Ko bodo sicer interesno vsi skočili, pa začeli, pa lobirati, pa prepričevati, ampak ko bodo svoje delo opravili, bo pa glavnica mediji sami. Ne, se to je tudi mene. To je, in še na neki pa zmeri pozabimo. Obstajajo se tudi tisti, ki nikoli niti niso prosili, ne zahtevali in tako naprej javnih sredstev za to, da so se ukvarjali z enim takim veličastnim početjem, kot ki se mu reče, recimo, umetnost ali kar. Tudi ti obstajajo, predvsem pa obstajajo seveda tudi uporabniki. Končni uporabniki. Zdaj, jasno, tukaj mora biti pa vatli mirenja, vrednotenja, tako rekel, da je različni. Obstaja umetnost, ki je namenjena, se rekel včasih, samo v sebi. In obstaja seveda umetnost, ki se lahko reče tudi popularna ali popularna kultura, da so bili žanri, podžanri, na milijonih je in tako naprej, kjer pa seveda so, rekel, stvari drugače lahko ovrednotene oziroma so bolj merljive. Jaz kot šef Šiške nima nobenega problema, ker mi dosegamo več kot 100,000 obiskovalcev na letni ravni. Mi imamo zasedene kapacitete, pa govorim samo o ureditvah, več kot 70%. Mislim, kar se tega merljiva tiče, ni nobenega problema. Mi polovico programa naredimo v mednarodnih zgodbah. Praviloma je mednarodna zgodba. Mi izvažamo, mi podpiramo slovenske umetnike na vseh možnih področjih. In tako naprej, ne bi zdaj, da se pretirano razumeli kot neka hvala in tako naprej. Ampak še enkrat, hkrati pa seveda razlikujemo med tem, to pa je zdaj tisto, kar je bistveno sporočilo. Kaj pomeni, da ti ujameš eno trendsetterstvo, pa je neki mainstream, in tako raje uporabo, in imaš polne ali pa razprodane dvorane, recimo na koncertih, in kaj je to, ko imaš ti opraviti z nečim, če bi rekli lahko konceptualno ali pa hermetično in tako naprej. Jasno je pričakovanje, ne more biti ista. Tukaj nastopi pa tisti ključni problem. Uradniki so pa začeli mirati sam še te merljive zgodbe. Čuš, tveganje, pa vemo, da če govorimo o dejansko pristni umetnosti, zdaj rekel Pršak, verodostojni, ta šport. Tam nastopijo pa ene resne stvari, ker pa treba znati določena pravila razumevati na različne načine, ampak nišče ne bo rekel, da se nekaj, kar je konceptualizirano, kar lahko seveda tudi, in tukaj nastopi tveganje odločevalcev, uradnikov, vseh podsistemov, ko se podpre določena stvar iz javnih sredstev, in tukaj je tudi, ko je ena zadeva podprta. Ni nujno, da bo doživela svoj slavni konec. Torej, tveganje je tisto, ki je upeto in uraščeno. Zdaj govorim seveda ne o določenih matrikah, ki so znane, ki so predvidljive, ki imajo outpute, tako in drugačne, za katere se ve, koliko občin so bilo detegnile, ampak za tiste stvari, ki pa dejansko, recimo 10% je taki, definitivno, ki dejansko pa pritičajo čisto drugačnim načinu vrednotenja.
In to je tisto, kar je ključno. To sem hotel povedati. Mislim, da se te meje tako na čisto znanstvenih področjih premikajo, ker se zahteva neka nova merila, nova zaznava, nova precenja in gotovo je to tudi tukaj. Ne moreš več stare mere, vidiš, ne vidiš. Tle bi se moral znanstveniki že. Jaz mislim, da je rešitev res v povezovanju. Sam kako ga doseči v tem stanju, kjer je scena razbita. Jaz mislim tudi, da bi znanost in umetnost morali nastopati skupaj. Mislim, da je popolnoma omenila povezovanja, in potem gledališče in velika izdaja filma. Jaz bi sem to omenil, jaz še vedno ustrajam pri tem, da je problem. Namreč, mogoče bomo zdaj še nekaj povedal, da ne bom narobe razumel. Jaz tudi včasem ustvarjam predvsem literarno, tako da se čudim na istem čovnu v tem smislu. Nisem majsten igral hudičevega odvetnika. Namreč težavo jaz vidim tudi v odnosu javnosti. In jaz se sprašujem, če bi politike in ta del res na nek način izbrisali. Kaj bi, če bi prepustili čisto javnosti, kar je že neoliberalno, kaj bi javnost naredila z umetnostjo, kakšen odnos bi pokazala sploh do te konceptualne, da ste omenjali, skratka, te visoke, nepopularne umetnosti. Jaz imam do tega precej slab odnos in se mi zdi, da je tukaj tudi problem izobraževanja vzgoje, ampak da je to mogoče bolj ključni problem, ker se mi zdi, da zdaj reševati stvari na politiki bo vedno slej poprej, po mojem, podlegli ali ekonomskemu diskurzu ali pa populističnemu. No, in tukaj vse odgovor je na vladi, politika čakate nekoliko let, mi smo že tam, ne? Mislim, celo televizija Slovenija, tudi izpostavljena televizija Slovenija, ne je toliko radio, ker radio še približno se zaveda svojega javnega poslanstva, zdaj govorim javno sebi, se da nam pomoga. Vidimo, kaj je naredila na svojih programih. Ja, okej. Skratka, povzela je neko abstraktno, pri komercialnih televizijah celo merljivo mnenje, uporabniške izkušnje, se pravi gledalstva, in zahteva od vseh ustvarjalcev programov na televiziji Slovenije, ki pač imamo priliko seveda plačevati in tudi gledati. To, da so samo, in to je zdaj dejansko, zdaj se bo pokazalo, to je dejansko, to je edini kriterij, da so gledali. Skratka, pritrtile je mnenju javnosti. Evo. Čeprav to mnenje je artificialno, to mnenje so komercialni mediji ustvarjali 20 let, zelo intenzivno in ga ustvarjajo vsak dan. Se strinjamo, ampak javna televizija je padla. To vem, to pa je dejstvo. To je dejstvo. Jaz bi prispodobil z medvedi. Tako kot ljudje javnost sprejema sobivanje z medvedi, bi sprejemali tudi sobivanje z umetnostjo. Dokler niso manipulirani od politiki, se veste, kako so poskušali določene stranke to sobivanje porušiti. In ni šlo skozi, zaradi tega, ker je tako ljudska kultura sobivanja z medvedi v naravi tako močna. Malo provokativni predlog, ampak določene pravice v ustavi zapisane niso predmet ljudske volje, tudi ne smejo biti. Mogoče bi tudi umetnost morala postati nekaj takega, mislim, da je potem, da bi javnost to raztrgala. V nekem smislu sobivanje, na nek način ni stvar javnega mnenja, sploh ne tega Gaussove krivulje. Zdaj, kako to izvesti, imam pojma, ampak mislim, da je nek podoben status po mojem uradu. Ampak je glaven problem v politiki vseeno, če primerjamo tuje kanclere nemškega ali kanclerko, ona ne bo šla na volitve, da se ne bi 1 ali 2 dni s filmom ukvarjala, pa več dni s kulturo nasploh. Tudi neoliberalni, da je novi francoski predsednik, zdaj hodi po arabskih državah in otvarja nove Louvre in se zaveda, da je to soft power, da je to mehka moč, ki je namesto naša mehka moč na našem ministrstvu. Sta 2 uradnici. 2 uradnici se ukvarjata z mednarodnimi zadevami in sta seveda ves čas v paniki, zaradi tega, ker ti Kitajci, pa ti Indijci, pa ti Francozi, vsi neki hočejo
hočejo pogodbe o sodelovanju in ne vem kaj je ta pritisk mednarodne javnosti, mednarodnih ustanov na Ministrstvu za kulturo grozen, se smatra kot grozen problem. Tako da tle smo slabši od povprečja, neprimerno slabši od povprečja v neki zahodni Evropi. Francozi imajo en sistem za podporo filma. Sam za primer bom vzel to, kjer dajo za film verjetno 20krat več kot mi, v glavnem 1,250 milijonov za podporo svojem filmu, kar ne gre iz proračuna, ampak gre iz davščin namenskih, ki se pobirajo iz samega sektorja, iz televiziji, iz vsega audiovizualnega. In sem enkrat imel v seminarju direktorja francoskega nacionalnega filmskega centra, ki je razlagal, naredimo približno 200 filmov na leto, 100 od teh filmov ne pride nikoli v dvorane, zaradi tega in ostanejo v distribuciji na DVD-jih, ker pač se smatra, da niso primerni. 80 od preostalih 100 gre v distribucijo, ampak dobi, če preračunamo na Slovenijo, manj kot 300 gledalcev, kar je bilo, meni se zdi, 10,000 v Franciji. Tista preostala 20-terica pa naredi to, kar je, in to je fenomenalno v Evropi, so unikat, da imajo 40% svojega tržišča, med 40 in 50%. In sem rekel, pa se vam zdi to dobra ekonomika, da če vržete pravzaprav stran polovico filmov, ki jih producirate. Je rekel, zato, ker je to produkcija prototipov. In pri prototipih je tako, da je kaj že odpad velik, ni odpad beseda, ne vem kaj že. Za primer, in francoski predsednik tudi ne bo šel na volitve, francoski predsednik, naš predsednik vlade, mislim, da nima svetovalca za kulturo. Francoski predsednik, jaz sem bil sam priča, ker so me en teden vozili po Franciji in so mi kazali. Kaj? Nima ga več, ker je v Berlinu. A to je bil ta? To je bil ta. Okay. Francoski predsednik ima za vsako zvrst umetniško, ima ekipo noter. Za film je en oddelek filmski, predsednik. Ob tem, da ima ministrstvo za zunanje zadeve, da ima ne vem, kjero ministrstvo še, razen tega CNC-ja. Pri nas smo pa kot ena zakotna fara. Mi sploh res ne vemo, da smo država, pa kaj to pomeni biti. Tu je en glavni problem in ki je političen.